V Ljubljani so pred več kot stoletjem in pol, natančneje leta 1836, severno od današnjega Kongresnega trga, začeli graditi veliko stavbo, ki s svojo rdečo fasado še danes krasi Slovensko cesto. Ob izkopu gradbene jame so našli rimske grobove in izjemno dobro ohranjen pozlačen kip, ki je že takrat zbudil veliko pozornost širše javnosti. Na začetku 1. stoletja so v Ljubljani na levem bregu Ljubljanice zgradili rimsko mesto z obzidjem. Imenovalo se je Emona. Zunaj mesta ob cestah so bili grobovi z nagrobnimi spomeniki. Največje pokopališče je bilo ob cesti, ki je od glavnih mestnih vrat vodila proti severu. Nagrobniki so bili obrnjeni proti cesti, da so jih mimoidoči lahko dobro videli. Najimenitnejše grobne parcele so bile tik ob cesti in blizu mesta. Nagrobni spomenik s pozlačenim kipom je bil najden tik ob rimski cesti in le okoli 100 metrov od mestnih vrat. Pozlačeni bronasti kip je visok 145 cm, torej je malo manjši od naravne velikosti. Prikazuje mladega moškega. Sodeč po pričeski je živel v času cesarja Trajana, ki je vladal med letoma 98 in 117 našega štetja. Kip je eden redkih skoraj v celoti ohranjenih rimskih bronastih kipov. Večino so namreč že v rimski dobi ali pa pozneje pretopili, saj je bil bron dragocen material. Če želite izvedeti več o kipu, si ga oglejte v pritličju muzeja. Ob kipu so bili med drugim najdeni marmorni podstavek, kapitel stebra in približno četrtina trupa stebra, za katerim se je izgubila sled. Železni zatiči in svinčene zalivke na podstavku in kapitelu kažejo, da je kip že prvotno stal na podstavku, ta pa na kapitelu na vrhu trupa stebra. Pod stebrom je bil podstavek, v katerem je bil shranjen pepel pokojnika. Na podstavku je bil najverjetneje napis, ki je sporočal ime pokojnika, morda njegove morebitne funkcije v družbi, na primer v upravi mesta, poklic, starost in podobno. Znani so le še 3 drugi rimski spomeniki s kipom na vrhu stebra iz 2. stoletja. To so stebri cesarjev Trajana, Antonina Pija in Marka Aurelija. Vsi so v Rimu in so bili povezani s čaščenjem cesarjev po smrti. Trajanov steber je grob, saj je žara s pepelom cesarja shranjena v kamnitem podstavku stebra in obenem slavilni spomenik, na katerem je z reliefnimi podobami prikazana Trajanova osvojitev Dacije, nove province severno od Donave, približno na ozemlju današnje Romunije. Nagrobni spomenik s pozlačenim kipom se je najverjetneje zgledoval po Trajanovem stebru v Rimu in je za zdaj edini znani tak spomenik osebi, ki ni bila iz cesarske družine. Trajanov steber so v Emoni, če ne drugače, poznali iz upodobitev na novcih. Najstarejše novce s podobo Trajanovega stebra so skovali med letoma 103 in 111, torej vsaj 2 leti pred tem, ko je bila gradnja Trajanovega stebra leta 113 končana. Novec, ki ga vidite na fotografiji, je razstavljen v vitrini številka 20 in je bil skovan med letoma 112 in 114.